V knjižnici Medvode se je začela tudi nova sezona potopisnih predavanj. Mi pa imamo na zalogi še poročanje z decembrskega. Jure in Drejco Mejc iz sosednjih Reteč, oče in sin, sta se 22. junija leta 2018 in to na Drejčev zadnji šolski dan v 4. razredu usedla na vlak in se odpeljala v Šanghaj. Na prvi vlak sta se usedla že kar v Retečah, to je naslednja postaja Medvoški. Zadnji vlak pa jo je pripeljal v Šanghaj. Nazaj sta potovala z letalom. Potovanje pa jo je stalo skupaj 4500 evrov. Ideja v bistvu ni bila moja, ampak je bila od Drejca, tako da sicer na predavanju, se bo on tudi pol povedal, kako je bilo to. Ampak tako, pač gledal enkrat knjigo, smo bili na knjižnem sejmu, se mu je zdelo fino pač od vlakov in rekel, najdaljša železnica, pa da bi to on šel. Pa se pa tako malo gledaš, sodila, pa sem rekel, pa če bi mi da to šla, če bi ga je speljal, pa smo pol nekako prišli do tega, da bi za 10 let šla kot oče in sin na potovanje. In sta se odpeljala na pot dolgo 24 dni, od tega celih 9 preživetih na vlaku, ostale pa v mestih 6 držav, kjer sta se ustavila. Za 3 od njih sta potrebovala vizume. Zamenjala sta 16 različnih vlakov. Ja, takrat še nikoli nisem peljal s takim vlakom, ko ga prespiš. In me je ful zanimalo, kakšen je to. In pa sem videl in je bilo zelo hudo. 16 vlakov različnih, kateri ti je bil najbolj všeč, na kateri relaciji? Vsi so bili dosti podobni. Vani so bili bolj nobelni, stari. Kam bi se sedaj peljal z vlakom? Z vlakom ne vem, če bi se še kam. S katerim prevoznim sredstvom pa sedaj? Ja, letal. Do takrat pa z veseljem oba oče in sin delita svoje izkušnje na potopisnih predavanjih in kaj jima bo ostalo v posebnem spominu. Kar se tiče narave, je zagotovo Sibirija, kar se tiče tako izkušnje pa Kitajska. Zelo simpel pa Sibirija. Je zelo lepa, nisem si predstavljal, recimo pač zeleno vse okolje, sicer je to tistih 3 mesece, ki je poletje. Kitajska pa zato, ker je pač vse zelo drugače, kot sem si predstavljal. Pozitivno ali negativno? Zelo pozitivno. Zelo pozitivno. Ja, pa zanimivo zato, ker tam ti pač jezik nič ne pomaga, angleščina, karkoli in se je pač treba malo bolj znajti, malo bolj potruditi in je zato bolj zanimiv. Pametni mobilniki tam prav pridejo, zato da se sporazumevate. Ja, vsekakor. Google Translate je zelo prav prišel, sploh pa tudi recimo Kitajci, recimo plačevanje je ena taka zadeva. Mi da so prišla tja, sem mislila, da so Jacka imala kartico, pa se bo gotovila, da ne mora nič plačati. Ker tam so to preskočili in se na mobilne telefone plačujejo. Kaj ti je bilo najbolj všeč na tem vajinem potovanju? Narava v Sibiriji. Ja. Najbolj. Pa kitajski zid. Pa v Šanghaju vse tiste luči, vse... Ja, to je bilo tudi zelo nekaj novega. Vse je bilo veliko. Priprave na potovanje so bile kar dolgotrajne. Skoraj 1 leto prej pa je bil storjen tudi prvi korak. Nakup vstopnic za svetovno nogometno prvenstvo v Rusiji. Kupila sta ju za 27. junij 2018 v Jekaterinburgu in skazalo se je, da so bile to karte za tekmo med Mehiko in Švedsko. Jure je navijal za Mehičane, Drejc pa za Švede. Drejc, ki sicer trenira nogomet, je bil tudi zadolžen, da na tokratnem potopisu v Medvoški knjižnici kaj več pove tudi o tej izkušnji. Je mogoče to potovanje bolj spremenilo vas ali vašega sina? Vsega pomalo. Je pa obema koristilo, tako da je bilo za oba fino. Če načrtujete naslednjo pot, bo šlo kam? Ja, naslednja pot je pač z drugim sinom, ki bo 10 let star, tako da imava že pot začrtana vse. Podobno pot ali? Podobno, ja. V podobno smer, mislim podobno tudi trajanje, drugače pa na malo drugačen način, kot zdaj. Prvo potovanje očeta in sina je uspelo brez težav, kot da bi šel na pot s prijateljem, še dodaja Jure Omejc.